Lep pozdrav, gospod Bavčar. 7 let nepravnomočna sodba, 7 let zapora, 35.000 evrov kazni, 21 milijonov evrov vračila. Razumete vi to nepravnomočno sodbo kot pač en postopek v okviru pravne države ali recimo tudi vi interpretirate kot nek nov primer produkta stricev iz ozadja? Vse to, kar citirate, je zame ta trenutek irelevantno, glede na pritožbeni postopek in nepravnomočnost sodbe. Jaz sem seveda to državo pomagal ustvarjati, praktično delati in sem v principu legalist. Sam izrek danes me seveda ni prepričal. Kaj vse je botrovalo temu, da sem, bom rekel, na prvi stopnji obsojen in glede na to, da seveda nisem imel možnosti in nisem še videl iz celotne sodbe in besedila sodbe, bi težko rekel, ker je cela vrsta novih elementov, predvsem pa preseneča to, da je to, kar je bilo sicer v medijih najbolj razpito, vprašanje oškodovanja Pivovarne Laško sodišče sploh ni, bom rekel, proučevalo in je celo se postavilo na stališče, da je to irelevantno, Pivovarno Laško napotilo na civilno tožbo. In spremembo obtožnice, ki je vsem nerazumljiva na koncu, ravno tako, bom rekel, šla v spremembo borzne in tržne cene, ker je seveda neka zgodba, ki jo lahko na dolgo razlagamo, vendarle kaže na to, da se je tukaj sledilo na vsak način temu, da do obsodilne sodbe pride. Presenetljivo je tudi to, da je v tistem delu, kjer se je v obrambi, pa tudi meni zdelo, da so naši argumenti najmočnejši. To je pa ravno v delu, kjer je na naši strani stala vsa stroka. Se pravi, od izvedenca, ki se mu je tožilec od samega začetka upiral, pa do strokovnih mnenj, ki jih je sodišče najprej zavrnilo, potem pa vendarle upoštevalo zadnji dan obravnave, da se je ravno v tistem delu sodnica oklepala tako rekoč do zadnje besede prav vsega, kar je tožilec zapisal. Ravno ko ste omenili o teh, ocenjujete vi mogoče, da je k današnji obsodbi mogoče najbolj prispevalo priznanje krivde direktorja Sportine, ne? On je bil eden od veznih členov v tej preprodaji delnic Istrabenza. Ne, sploh ne. Moram reči, da tudi izrek danes se na to pretirano ni, bom rekel, nanašal. Danes je bilo evidentno predvsem to, da je sodnica zelo nadolgo razlagala, kje se ni držala besed oziroma trditev tožilca in ovadbe Zorana Jankovića. Bistveno manj pa je razložila praktično nič, nobenega argumenta pa ni povedala, zakaj se je v tem izreku držala očitkov, ki grejo predvsem na račun Boška Šrota. Priznanje obeh akterjev zadeva del tega, bom rekel, celotnega posla, ki ni neposredno povezan niti z mano, niti z Mikrotrustom, pa gre za razmerje med Pivovarno Laško in Sportino in prav tu so strokovna mnenja Lojzeta Udeta, pa tudi Juharta zelo jasno pokazala, da ta datum, ki sta ga tudi oba razložila in posebej kot priča izpričala, da je seveda od samega začetka bilo jasno, da ta podpis oziroma ta datum pomeni samo čas, ki je želel na nek način manifestirati vstop Sportine v čevlje Mikrotrusta, to ni ključno v tem procesu. Menda ste ob odhodu iz politike dejali, da odhajate v gospodarstvo zato, ker se bodo tam sprejemale vse pomembnejše odločitve v Sloveniji. Glede, danes pa smo priča te obsodbe in številnih obsodb, bomo rekli, te kapitalske elite, ki se vrstijo praktično ena za drugo. Očitno sem se zmotil. In res sem se zmotil. Prvič zato, ker je ta recesija praktično vrgla celoten proces, bom rekel, neke normalizacije ekonomije, tudi v lastniškem smislu, nazaj na začetke. Drugič zato, ker je del tega gospodarstva, ki je bil absolutno podcenjen in še posebej v Sloveniji, kjer se praktično sanacija tega dela začenja šele zdaj, to je pa finančni sistem, očitno prevladal v tem času kot vzrok za krizo. In tretjič zato, ker se ta političen proces, da tako rečem, spopadanja ali pa bom rekel artikulacije, če hočete, tudi
na nek način modifikacije ali pa konfiguracije tega političnega prostora ni zaključil. Nasprotno, z razpadom LDS-a se je odprlo celotno vprašanje prihodnosti levice in od tod tudi, bom rekel, več ali manj vsi ti ključni procesi, ki so se zavrteli drugam in so seveda spet v ospredje postavili politiko in ne gospodarstvo. Hvala lepa. Prosim.